Zdravo, Firpceloginji! Dan, Mila, živijo, Zdravo, zdravo, dobrodošli. Koliko let je stara ta trta? Letos mineva natanko 50 let od takrat, ko so ugotovili, da je trta stara od 350 do 400 let. Kako pa skrbite za trto? Skrbimo zanjo tako, da pravočasno opravimo vsa dela, torej, da jo obrežemo, sedaj jo bo potrebno opleti, jo povežemo, da veter ne polomi mladik. Skratka, da vse poskrbimo pravočasno in potem dočakamo jeseni tudi pridelek grozdje. Vsak dan pa jo je treba pobožati vse z mislijo, če že ne priti na obisk. A je trto tu treba zalivati? Zato pa poskrbi reka Drava, ki teče tukaj v neposredni bližini. Njene korenine se dotikajo podzemnega toka Drave, podtalnice in se vedno napajajo, tako da je ni potrebno zalivati, zato poskrbi od zgoraj dež in od spodaj reka Drava. A je ta trta res najstarejša? Ko so torej pred pol stoletja ugotovili, da je stara od 350 do 400 let, so jo kot zelo staro priglasili tudi pri Mednarodnem uradu za trto in vino v Parizu in doslej v 50 letih ni prišel nihče z znanstvenim podatkom, da bi kjerkoli drugje rasla še starejša. Kako lepa je ta bila? Ja, zelo lepa je, narejena iz kovanega železa, ročno kovana. Pove, kolikšna je starost te trte, hkrati pa pove, da gre za trto, kajti grozd, ki je na njej, je tukaj tudi takrat, ko na trti ni grozdja. To tablo pa je naredil moj dedi. O, kdo pa je tvoj dedi? Slavko Štukovnik. Drži. Slavko Štukovnik in Miha Krištof sta naredila tako to tablo, kot poskrbela za ograjo. Kako je svet majhen. Drži, neverjetno, kaj ne? Ja. A trto obrezujete, da je take oblike? Obrezovanje trte je manjca eno najpomembnejših opravil. Opravi se po zimi ali zgodaj spomladi. Takrat večji del tistih mladik, ki zrasejo v enem letu, postrižemo na 2 očesci in iz tistih 2 očesc zrasteta spet 2 novi mladiki, na katerih bo v letošnjem letu grozdje. Kaj je to mladika? To je ta zeleni del, ki ga vidimo, na katerih že vidimo nastavke bodočega grozda. Koliko grozdja pa obrodi ta trta? No, v povprečju od 35 do 55 kg na leto. Zgodilo pa se je tudi že, da smo s trte dobili rekordnih 106 kg grozdja, ampak ne želimo, ne iščemo rekordov, želimo, da bi trta rekordno dolgo še živela. Če je to najstarejša trta, pa bi mogla biti v Guinnessovi knjigi. Ne boš verjela, se tudi je. Dokaz je tukaj. Leta 2004 je bila umeščena v Guinnessovo knjigo svetovnih rekordov kot najstarejša doslej znana žlahtna vinska trta na svetu. Koliko pa mora biti to lepo grozdje jeseni, ki ga nabirate? Drži, od sredine septembra je trta zelo lepa, grozdje je rdeče, dozoreva in takrat številni pasejo oči po trti. Ko pa pride trgatev, je pa to v Mariboru praznik. Za vse tiste firpce, ki pa pridejo takrat, ko na trti ni grozdja, pa imamo pripravljen ta vzorec, da se vidi, kako je. Wow, kako je lepo. Je res ful, pa ful diši, ej. Kaj pa naredite z grozdjem, ko ga oberete? Grozdje se prav tukaj na trgatevi zmelje, da dobimo sok. Ta sok kasneje prevreje v vino. Vino se napolni v majhne stekleničke, te pa so dragoceno darilo, ki ga podarja mariborski župan, ki je tudi gospodar trte. V kakšnem lepem delu mesta pa je ta trta? Ja, trta je res v najlepšem delu Maribora, to je staro mestno jedro, najstarejši del Maribora. Kako se imenuje ta del Maribora? Ta del se imenuje Lent ali pristan, imenuje se po tem, da so nekoč tukaj pristajali splavi, ki so pluli po reki Dravi in Drava je res pravi del tega prostora. Za voljo reke je ta prostor še dodatno zanimiv.